Pozdravljeni, čas je za nogomet. Sliko smo v Grosupljem, kjer se bo kmalu začela tekma 5. kroga prve slovenske nogometne lige Telemach. V športnem parku Brinje se bodo pomerili nogometaši domačega Brinja in soboške Mure. Predvsem varovanci Mitje Mrca so v zadnjem času v kar skromni formi. Mura je izgubila na zadnjih dveh tekmah, najprej na prekmurskem derbiju, nato še v zadnjem krogu proti Radomljam pred svojimi navijači in danes bodo skušali torej Sobočani pogasiti mini požar. Na drugi strani pa so Grosupoljčani kar dobro začrtali svoje smernice. Na zadnjih treh tekmah so iztržili 2 točki. V prvem krogu pa zmagali seveda proti Radomljam, tako da trenutno stojijo na 6. mestu na prvenstveni lestvici. Strel kandidata za izvedbo sta Niko Kasalo in Šimun Butić. Položaj nekoliko primernejši za levičarja, da ima Butić dober strel, je dokazal proti Radomljam v prejšnjem krogu. Butić in gol! Šimun Butić, Mura vodi z 1-0. 18. minuta srečanja, izjemen nogometaš je Šimun Butić. Kakšen dogovor so Sobočani sklenili z Rečani. Res izjemen posel. V bližnji kot je sprožil Šimun Butić. Pričakovali smo seveda boljšo reakcijo Zrneca, ampak strel je bil natančen in končal je v mreži. Sobočani so po številnih turbulentnih akcijah prišli do vodilnega gola. Zanimivo je bilo torej dogajanje v Butiću skoku. Rorić, zelo vesel je Rorić lahko, da je še na igrišču. Marsetić do strela. Ni dobro zadev žoge, ekspresno bi lahko odgovorili Grosupoljčani. Kič. Pušnik. Levanić. Butić do žoge. Šimun Butić in Kouter. Veliko prostora zdaj za Kasala. Sprem bo ključen. Bil je dober Niko Kasalo. Brani pa Zrnec. Izvrstna obramba Jake Zrneca. Tina Levanić bo podal iz prostega strela. Še nevarno Benkić proti oddaljenejši vratnici. Slabo je žogo zadev Koren. Podal kazenski prostor. Zanimivo je to za Brinje. Žoga pa mimo Golubovićevih vrat. Šine Zrnec. Pušnik. Matjašu napaka sama Matjaža. Nino Kouter. Kasalo. Niko Kasalo do strela. Zrnec brani. Velika napaka sama Matjaža zadaj. Lili pred vrata Zrneca. Čakamo torej na predložek Kasala. Ostra podaja. Vroče je. Kdo bo prišel do strela? Kouter. Pa Kevin Benkić. Maher. Napaka Roka Mahra. Veliko prostora se odpira Sobočanom. Zalaznik na desno do Šimuna Butića. Butić krasno proti Kurtoviću. Zrnec brani. Znova sijajno Jaka Zrnec. Morda ob tistem prostem strelu ni bil postavljen optimalno, sicer pa je se je zanimivo preselil na desno stran. Vidhojić na položaju levega bočnega branilca. Pušnik. Nerodno je izbijal, ampak Zrnec mu krije hrbet. Benkić čaka, da se kdo odkrije. Poiskal je Krola, ki operira zelo visoko. Levanić na Jovičevića. Jovičević dobro na levo stran. Hojić do strela. Teda slabo je zadev žogo Vidhojić. V zadnji tretjini tekme Grosupoljčani so imeli precej obetavnih položajev v prvem polčasu, v tem drugem pa napadalci vsaj zaenkrat spijo. Tu pa je Nino Kasalo. Niko Kasalo. Vratnica. Ni še konec nevarnosti za Grosupoljska vrata, toda kaj smole, ampak vseeno
Boljši zaključek bi pričakovali. Še tu Kasalo! Dvakrat je Zrnec pogledal skozi prste. No, tokrat pa ne več. Mura vodi z 2-0. Še je tekla 65. minuta. Sobočani zdaj že gledajo 3 točkam v obraz. Bomba iz jeze. Niko Kasalo pravzaprav. Njegov drugi gol v tej sezoni prve lige, skupno 9. v tem tekmovanju. Težko bodo Grosupeljčani prišli nazaj iz tega položaja. Obramba Brinja je sicer bila dobro postavljena, ampak Niko Kasalo je z dobrim sprejemom in z natančnim strelom poskrbel za krasen gol. Mariborčane spravijo na kolena, ampak na koncu so vijolice iztržile pomembno točko, priložnost za Jovičeviča, ampak ni še potrdil zakona bivšega, ali je celo Matjaž vendarle z Čibalta. To je dober sprejem za Laznika, Butič do strela, še se žoga odbila do njega, na to pa na mesto Zrnec. Ja, ekipo za zadnje minute. Še seveda nekaj časa za Grosupeljčane, da se vrnejo med žive. Kasalo. Florian Jevšenak. Znova Kasalo. Jevšenak. Florian Jevšenak, to je dobra podaja. Priložnost za Muro. Aščič je prišel do strela. Matko. Zrnec. Poskus Grosupeljčanov, streljal je Ivan Krolo. Dobro, zdaj na levo stran Matjaž bo prvi pri žogi, samo Matjaž. Matjaž pred vrata, priložnost in gol! 2-1, še je nekaj upanja ostalo za Grosupeljčane. Ivan Krolo je z neposredne bližine zabil in zdaj se prebuja tudi občinstvo. Za trenutek se je zgolj izmuznila zbranost v vrstah črno-belih in tu je injekcija adrenalina za domačine, ki bodo na krilih tega gola zdaj lovili zasuk. Praktično so že bili na kolenih, ni se zdelo, kot da imajo kakršnokoli idejo, kar naenkrat pa se zdaj odpira možnost za pozitiven rezultat. Tisnili v mrežo, velika odgovornost je na Tinu Levaniču, poda pred vrata. Še enkrat do žoge Levanič. Priložnost za Marsetiča, Golubovič na mestu pa je imel zelo slab pogled na dogajanje ter na pot žoge. Jaka Zrnec, v tej sezoni smo vas zagotovo videli že v boljši izvedbi. Danes recimo, da Brinje niso odigrale najboljše tekme, vseeno pa ste na koncu poskrbeli za dramo, ste med vratnicama verjeli, da se lahko še kaj dejansko zaplete in da bi prišli do pozitivnega rezultata. Pa ja, zdaj po tekmi je težko govoriti karkoli, nismo igrali tako, kar znamo. Imeli smo nekaj priložnosti, prvi polčas tam, da zadanemo 1-1, da ne dobimo tazga gola, ki gre pač name. Se najbrž tekmo mogoče tudi spele kako drugače. Verjeli smo, dali smo gol v 85, imeli smo 10 minut časa, da damo še enega. Žal se to danes ni šlo, ampak verjamem, da se bo to obrnilo tudi v sezoni še. Naslednji teden pa zelo pomembna tekma z Aluminijem, kakšna napoved? Pa v tekmo moramo popraviti točno to, kar smo danes slabo delali, pa mislim, da bomo odigrali dobro tekmo, rezultat pa moramo že zmagati zdaj, tako da moramo zmagati. Najlepše hvala in srečno. Goran Markovič, že Zrnecem sva nekako govorila, da Brinje danes niso bile v svoji najboljši izvedbi. Že smo vas videli seveda igrati precej bolje, ampak na koncu bi vseeno skoraj da prišli do zelo pomembne točke. Ste verjeli v zadnjih minutah, da se bo to zgodilo? Pa mislim, lahko da bi mi verjeli oziroma da smo verjeli, ampak mislim, da si glede na to, kako smo mi danes gledali, pač nismo zaslužili te točke in da je bila ta samo podoba na igrišču, se pravim, pod vsako
kritiko, ker tole danes smo se več ukvarjali s sojenjem oziroma vsemi drugimi stvarmi, kot pač to, kar bi mi mogli izvati na igrišču. Zelo iskren komentar, se pa lahko dotakneva ocene sodnika, da tekmo podaljša zgolj za 3 minute. Kakšen komentar na to? Pa dobro, sem že v eni izmed prejšnjih izjav rekel, da pač sodniki opravljajo svoje delo, kot ga opravljajo, ampak mislim, da lahko bi bila kakšna minutka do več, ampak mogoče pa to danes tudi prav, da nam ni podaril teh 2 dodatnih minut, da se pač vsi skupaj malo zamislimo. Naslednji teden pa zelo pomembna tekma v Kidričevem. Katere elemente si želite popraviti do takrat? Predvsem me je zmotilo to, da vse nismo na igrišču stepali, da dejansko je ekipa Mure šla zelo agresivno. Lahko rečem, da skoraj da 1-1 po igrišču in nekako se nismo znali prilagoditi na ta njihov stil oziroma na to njihovo pripravno tekmo. Ampak še enkrat, mislim, da moramo mi nekatere stvari v glavi razčistiti, da ne bomo zdaj vsako tekmo dominantni oziroma si lahko kar podali, nas bojo nasprotniki malo gledali, kako se mi žogo podajamo levo, desno in da bo treba znati odgovoriti tudi na tak stil igre. Najlepša hvala in srečno. Kasalo po 2 zaporednih porazih, zelo pomembna zmaga, pa za začetek vprašanje, koliko lažje se diha? Ja, mislim, da to zmago smo pokazali, da nam ni vseeno. Težko smo se jo prigarali in ja, seveda nam je zelo dosti lažje, da smo 3 pike odnesli nazaj v Mursko. Potem, ko ste nekako izgubili 2 soočeni z Zrnecom, ste vendarle dosegli ta zaslužen gol. Nekako se je zdelo, kot da ste udarili s precej jeze. Vaš komentar? Pa ja, te 2 šansi, ki sem jih dobil prej, to moram izkoristiti, to so 100% šanse. Tretjo pa ja, prišla je na 16, to je moja pozicija. Mislil sem, da mi bo igralec šel v blok in sem udaril s polno in ja, na srečo je šel v gol. In ja, to je to, hvala Bogu. Najlepša hvala in srečno. Mrec po 2 zaporednih porazih, zelo dobra predstava. Niko Kasalo je dejal, da je bilo evidentno, da so fantje pokazali, da jim ni vseeno in verjamem, da imate točno takšen občutek tudi vi. Ja, nekako smo se cel teden na to pripravljali, da gremo danes agresivno, intenzivno, da jih visoko stisnemo, kajti vedeli smo, da če jim pustiš prostor, so igrivi, da so igrana ekipa, da so že dolgo skupaj in enostavno, če zdaj primerjam zadnjo tekmo in tole, smo mi te duele dobivali, smo dobili 50-50 duele, smo dobili druge žoge in to je danes poln nogomet, tako da res čestitke fantom. Ni bilo lahko 2 poraza, si vemo, ko v Murski Soboti se hitro obrnejo pričakovanja in tudi za fante ni bilo lahko, ampak ja, še enkrat ukazali so, če so pravi, da lahko igrajo dober nogomet, da lahko premagamo vsakega, smemo pa tudi pozaj, da ta nihanja nekako bodo prisotna. Jaz upam, da čim manj. Mi smo danes začeli tekmo z 6 igralci, 4 z 19-letniki, 2 20-letnika, se pravi, to so vse mladi igralci z neveliko izkušenj v prvi ligi in pravim, te nihanja bomo pa poskušali, da bo tega čim manj, da fantje se razvijajo, da fantje igrajo dobro in ja, še enkrat čestitke fantom. Dolgo časa ste vse popolnoma nadzirali, ampak čeprav se je zdelo, da boste tekmo mirno pripeljali k koncu, smo na koncu dobili nekaj drame. Koliko hitreje je bilo vaše srce v zadnjih minutah? Pa niti ne, ker sem nekako čutil to, da je ekipa zbrana, da je ekipa tudi kljub menjavam, da smo bili še vedno intenzivni, agresivni. Ja, poskušam ostati miren, fantom to tudi nekako predati. Tako da ja, imeli smo pa 3, mislim, da 1-1 situacije, kjer bi lahko že prej zabili ta drugi, tretji gol, ni nam uspelo in vsi vemo, nogomet je dostikrat tak, da se ti obrne, da dobiš. Hvala Bogu, ja, se je šlo, da smo na koncu to obranili in jaz mislim, da zasluženo zmagali. Smo pa videli zelo zanimivo situacijo v vašem prvem golu, morda ni bilo prostega strela, zagotovo pa prekršek Rorića nad Kavtrom, zaradi katerega bi moral prejeti rumeni karton, že predtem, preden je bil dosojen prekršek v vašo korist. Zanima me, če se je Kavter kaj oglasil glede tega, če je podal kakšen komentar. Ne, ni se oglasil, ampak jaz sem to videl čist podobno, kako vi zdaj ste opisali. Ja, sodnik je celo še pustil prednost, se pravi, da je videl neki prekršek, neki stik. Ja, na koncu se odločili, da mu ne dajo ta drugi rumeni karton. Ampak ja,
ko zmagaš, je to vse potem seveda nekako tudi lažje sprejeti. Ja, glavno je, da smo pokazali reakcijo, da smo danes zmagali in predvsem še bolj pomembno je, kako smo mi danes prišli do te zmage. Najlepša hvala in srečno.